Ostjarje želim vsem skupaj danes zbranim. Vidim, da je med vami, tak na prvi pogled na hitro, večina žensk. Tak po moji grobi oceni nisem štel, ne? Enih 70% bi jaz rekel. To je spodbudno, ne? Nič ni narobe, to je odlično. Samo sprašujem se, kje so moški. Zakaj sem jaz danes tukaj? Zato, ker so me povabili organizatorji, da vam, ki ste se odzvali na ta čudovit dogodek, na ta prelep dan, da vam povem nekaj v zvezi z tem, kar počne v bistvu več skupin, več skupnosti, več, če rečem, zdaj toliko organizacij, na področju, ki je, se jaz tako mislim, zelo zanimivo. Jaz sem danes tukaj v vlogi predstavnika starovedske skupnosti rodov, domorodnih, živih, suverenih ljudi. To je ena izmed skupnosti, ki deluje na treh področjih. Starovetskem področju, na domorodnem področju in na področju živega človeka. To so ti trije stebri, ki jih pač v naši starovetski skupnosti pokrivamo, se z njimi ukvarjamo in poskušamo narediti čim več za to, da bomo mi, svobodni ljudje, končno živeli v družbi takšni, kakršno si želimo. Ne to, kar imamo zdaj. In ravno to je razlog, zakaj sem tudi jaz danes tukaj z vami in zakaj smo se pričeli končno povezovati. Kolikor je meni zdaj trenutno znano, smo poleg te starovedske skupnosti, bom kar kratko imel uporabo, tu še ljudska pisarna, potem je gibanje Rajski vrt obilja, potem je tu Marjanova, zdaj sploh ne vem točno imena, budistični center Marjanov, Rupnikov, potem je tu zedinjena slovenska varda, potem so tu društvo oziroma bratovščina Kosezov in še druge skupnosti in skupine so vsekakor zaželjene. Gre pa za povezovanje na področju tistega enega izmed treh stebrov, o katerih sem prej govoril, in to je domorodni steber. Zdaj, se pravi, moja naloga je, da vam povem, zakaj pri tem sploh gre. Ker verjetno ste že slišali za domorodce, pa ko to slišite, verjetno večina najprej pomisli na Indijance ali pa na aboriđine iz Avstralije ali kaj takega, ne? Skratka, ja, oni so tudi domorodci tam v njihovih deželah, na njihovih celinah. Mi pa smo domorodci tukaj, v Evropi, v naših deželah. In zdaj, da vam malo pojasnim, da vam bo zadeva mogoče dokaj hitro razumljiva in blizu, je zadeva preprosta. Naši predniki, se pravi naši zdaj odvisno, koliko ste stari, ne, ali pa koliko smo stari, od nekoga gre mogoče za dedka, od nekoga za pradetka, od nekoga mlajšega tudi za prapradetka, ampak to so v bistvu tile naši predniki, ki so živeli kakšnih 100-150 let v preteklost in so zaslužni za to, da danes mi živimo, ne, ker brez njih tudi nas ne bi bilo. Tako da ti ljudje, ti naši predniki so sami sebe imeli za domorodce. V slovenskih časopisih, v slovenskih občilih takratnih, to so bili časopisi, ker takrat še radija ni bilo, pa tudi televizije, ne, pa spleta, pa tak, ne, so uporabljali točno ta pojem. In je bilo v njih večkrat zapisano mi domorodci dežele Štajerske, mi domorodci dežele Krajinske, mi domorodci dežele Koroške in podobno. Zdaj, mi smo naredili eno kratko analizo in smo prišli do tega, da je že recimo v 18. stoletju 1777 je Korošec Gucman Ožbalt, ki je bil slovenski jezikoslovec, je napisal en slovar in eno slovnico in v njej je v uvodu v nemščini sicer je napisal, da je to delo naredil v korist domorodcev in slovenskega naroda. Se pravi, on je že eden izmed teh, ki je uporabljal pojem domorodci. Potem pa za njim recimo je tipični predstavnik Valentin Vodnik, slovenski pesnik, ki ga
imamo nekako za prvega slovenskega pesnika še pred Francetom Prešernom. Potem pridemo do leta 1848, do programa, prvega sodobnega političnega programa Zedinjena Slovenija in njegovega pobudnika Mateja Majarja Ziljskega, ki je bil tudi Korošec. Potem pa sledi te zadeve naprej, od Blajvajzovih novic, kmečkih in rokodelskih novic, pa potem praktično do razpada Avstro-Ogrske do leta 1918, se pravi do konca Prve svetovne vojne. Se je ta pojem, ta izraz uporabljal v slovenskih občinah in med našimi predniki. Torej, oni so sami sebe klicali in imeli za domorodce. In če so se oni imeli za domorodce, potem se imamo za domorodce upravičeno tudi mi, če smo njihovi potomci, logično. Zdaj nam so po letu 1918 ta pojem skrili. Pa ni edini, ki so nam ga skrili. Skrili so nam jih celo vrsto. Nekaj jih bom jaz danes tudi za vas tukaj omenil posebej, ker predpostavljam in vem, da jih ne poznate. Tudi jaz jih nisem poznal, iskreno povedano. Ampak smo šli zadevo raziskovati in smo potem ugotovili, zakaj pravzaprav gre. To ni nič na ključe, vse je, ali pa je ravno na ključe, ampak je ključ se skriva ravno v tem, na ključ je. Ključ je pa v sredini. Jaz sem prepričan v to, da odkrili in našli ta ključ. Zato je naša naloga, da z njim seznanimo čim več ljudi. In danes tukaj, vi, ki ste tukaj zbrani, ste tisti, ki lahko veliko, da ne rečem ogromno, pripomorete k temu, da bo ta ključ odprl še marsikatero ključavnico po vratih širom Slovenije, pa še preko. Ni bistvena Republika Slovenija, ampak nekako območje, kjer živimo. Torej, to je precej širše območje od te korporativne države, ali karkoli to sploh je. Zdaj, mi se pri svoji domorodnosti, a pa bom drugače povedal, slovenske, leta 1918 smo živeli, ti naši predniki, ti naši domorodci so živeli v slovenskih zgodovinskih deželah. Zdaj večina še nekako pozna te dežele. Danes smo seveda kje na Štajerskem, logično. Potem je tukaj Krajinska, ki je bila največja, pa danes se skoraj ne uporablja več izraz Krajinska, ampak vsi rečejo, jaz sem Gorenc, jaz sem Dolenc, jaz sem Notranc. Ja, to je vse res, ampak te tri pokrajine so del dežele Krajinske. Vsi ti Gorenci, Dolenci pa Notranci skupaj so pa Krajinci. Potem je Primorje ali Primorska, to je dejansko Istra, potem svobodno mesto Trst in pa Goriško-Gradiška dežela oziroma grofija. Skupaj, te pokrajine skupaj so sestavljale pred letom 1918 deželo z imenom Primorje, italijansko Litoral, nemško Künstenland. To so pač tri imena v treh jezikih, ampak pomenijo enako. Seveda je, tu je Koroška, ki je najstarejša izmed slovenskih dežel, ki je bila središče stare slovenske Karantanije. Potem je pa tukaj še ena dežela čez reko Muro. Mi je danes imenujemo Prekmurje. Prej smo tam jedli prekmursko gibanico, odlično, kdo je naredil, vsa čast mu. Ampak smo se ravno pogovarjali o tem, nekdo je rekel, da je najboljša prekmurska gibanica tista, ki jo naredijo tisti, ki niso prekmurci. Jaz sem mu pa rekel, gledaj, mi smo vsi prekmurci. Torej tisti, ki so na levi strani Mure, so za nas prekmurci, za njih smo pa vsi ostali Slovenci, ki smo na desni strani od reke Mure prekmurci. Tako da mi smo vsi prekmurci, tudi lahko, če hočemo. To malo za šalo, malo pa za res. To je osnovnih 5 dežel. Pri Prekmurju moram pojasniti še to, da dejansko Prekmurje ni bilo zgodovinska dežela, ampak gre za 2 županiji, tako se jima je reklo, Zalska županija in pa Železna županija. To je bila ureditev na Ogrskem, oziroma v kroni Svetega Štefana, dežel Svetega Štefana, tako kot se je ta država dejansko imenovala, in to je bil del Avstro-Ogrske, tisti ogrski del. Oni so imeli županije, ne pa dežel, in
teh županijah, te dve županiji, del teh dveh županij je današnje Prekmurje. Večinski del je na Madžarskem in tam so Madžari danes. No, to pa še ni vseh, to še niso vse dežele, v katerih so živeli naši predniki, kajti tu sta še dve deželi, ki sta imeli ime Slovenija, pa za eno še morda veste, to je Beneška Slovenija, ta je čisto na zahodu, se pravi še bolj zahodno od Primorja. Ena je pa bila na jugu, to pa je bila tista, ki je skoraj gotovo večina ne pozna, to je bila pa Bezjaška Slovenija ali Slovensko kraljestvo, ki je imela to ime že v srednjem veku, zgodnjem srednjem veku, pa potem praktično do leta 1848 in še naprej, takrat se je imenovala Trojedino kraljestvo, pa potem praktično razpadla enako kot pri nas, ni razpadla, no, ampak enostavno nehalo se uporabljati to ime, tako kot se je nehalo uporabljati ime za Štajersko, Krajinsko, Koroško pa Primorje v smislu dežel. Se mi še danes si govorim, mi še doma rečemo, da smo mi na Štajerskem, to tako ali tako sploh ni sporno. Ampak v smislu dežele kot organizirane skupnosti, dežele, to moram pojasniti, če tudi ne dežele, so dejansko bile in še zdaj so mednarodno pravno priznane. Kajti to dejstvo, da je šlo za mednarodno pravno priznane dežele, dokazuje več dokumentov, listin, ki so bili mednarodno priznani. In zadnja je bil manifest cesarja Karla, ki je dal leta 1918 vsem narodom v Avstro-Ogrski, ampak govorim zdaj samo o avstrijski polovici Avstro-Ogrske, pravico, da na podlagi samoodločbe se sami odločijo o tem, kje bojo živeli in kako bojo živeli. No in takrat se je Krajinska, dežela Krajinska, južni del, torej Štajerske, ali tako imenovana spodnja Štajerska, pa tisti del Koroške, ki jo je dejansko generalmajster s svojimi prostovoljci nekako ob pomoči Franja Malgaja, nadporočnika in drugih prostovoljcev priboril za nas, je pač se organizirala najprej v državo Slovencev, Hrvatov in Srbov, potem pa ta je se zedinila ali po srbsko ujedinila z kraljevino Srbijo in Črnogoro v novo državo, kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. No in takrat, ko se je to zgodilo, ni nihče vprašal nikogar izmed prebivalcev pri nas, nobene dežele, in so enostavno na dežele pozabili. Organizirali so dve oblasti, imenovali so eno, govorim zdaj za območje Slovenije, eno so imenovali Mariborska oblast, drugo so pa imenovali Ljubljanska oblast. S tem, da v Mariborsko oblast je sodilo celotno Medmurje, ali danes bi rekli temu Medžimurje, včasih so pa rekli temu področju Slovenski otok, tako se je imenovalo. In ta Slovenski otok Medmurje je sodil v Mariborsko oblast. Ampak to zdaj pustimo, da ne bom ja šel preveč podrobnosti. Zdaj sem vam samo pojasnil, katere dežele so bile in so še vedno. Zakaj so še vedno? Te dežel, ki sem vam povedal, da so mednarodno pravno priznane, ni nikoli nihče razpustil. Se pravi, glede na to, da jih ni nikoli nihče razpustil, pomeni samo to, da so trenutno jih nihče ni ponovno oklical, oziroma jih nihče ni imel za obstoječe. Ampak smo tudi to že naredili. Leta 2017 je bil tudi Primož zraven na tem dogodku, smo ponovno oživili in oklicali deželo Štajersko, to je bilo v kraju Lisično, v občini Kozje. Potem 2018. leta listopada, meseca listopada bomo uporabljali slovenske imena, da vas malo zbudim, pa se mogoče boste se sami začeli zanimati, katera so, pa kaj pomeni. Torej meseca listopada, 2018 je bila ponovno oklicana dežela Krajinska, sedaj pa delamo na tem, da se okliče ponovno in oživi še ostale dežele, torej Primorje, Koroška, Prekmurje in potem še obe dve, Bezjaška in Beneška Slovenija. Kakorkoli pa, pomembno je naslednje, da s tem, kar sem vam zdaj govoril, seznanimo čim več naših ljudi, tistih, ki želimo
živeti v družbi takšni, kakršno bi morali imeti, že sedaj pa je žal nimamo, ker so nam neki kriminalci, prevaranti, goljufi, zločinci ukradli državo. Oni so nam v bistvu, oni so zlorabili leta 1990, se verjetno večina spomni, razen tisti, ki ste bili mlajši, plebiscita, ki smo ga imeli in nismo se tam nekaj odločili na tistem plebiscitu. Nam pa noben ni povedal naslednjih stvari, da je takrat sploh ni bila, ampak da so pozneje Republiko Slovenijo spremenili in jo ukradli in jo naredili za neko korporacijo, da je registrirana, ne vem kje vse, vem, da je registrirana na otoku Sveti Tomaž in Princi oziroma Sao Tome in Principes, tam v zahodnji obali Afrike. Med drugim naj povem, da je to bila praktično prvo koncentracijsko taborišče in to že v 14. stoletju, ko je takratni papež dal Portugalski pravico, da trguje s sužnji. Tja so vozili tiste Afričane iz celinskega dela Afrike, ki so jih lovili njihovi. Niso jih belci, lovili so jih črnci, da se razumemo, ki so jih prodali, potem so jih, seveda za drobiž, potem so jih tam na tem otoku Sveti Tomaž in Princi naselili in od tam so jih potem razvažali z ladjami v Južno Ameriko, Srednjo Ameriko, Severno Ameriko in tako dalje. In zato je danes tam toliko prebivalcev, ki so pač bolj temne poti. Ampak dobro, to zdaj ni za nas bistveno. Bistveno pa je, da je na tem otoku tudi Republika Slovenija registrirana. In kdo je nam to povedal? Kdaj je ta Republika Slovenija sploh bila registrirana? Po čigavem nalogu? Kdo odgovarja za to? Nič mi ne vemo. To se pravi, če mi, ki smo z svojim glasom na plebiscitu odločili, da želimo živeti v svobodni, samostojni, suvereni, neodvisni državi, tega ne vemo, potem je vse skupaj enostavno navadna prevara, konec zgodbe. Nič več ne rabimo vedeti. Dovolj vemo, da je vse skupaj goljufija in kriminal. In to je bistvo. Zato smo mi po daljšem času poskušali nekako ugotoviti, kaj lahko naredimo, da ne pridemo v neposredni konflikt, spopad, kakorkoli zdaj to imenujemo, z temi organi, ki sploh večina te Republike Slovenije sploh ne vejo, kaj delajo. Jaz vam to zdaj govorim, pa sem jaz bil tisti, ki je bil v zaporu, ne? Zato, ker bi jaz naj rušil. Meni so rekli, da sem pozival vojsko in ščuval k nasilnemu rušenju ustavne ureditve Republike Slovenije. Pa sem jim ne vem kolikokrat povedal, da jaz sploh ne razumem, kaj hočejo od mene, jaz tega nisem nikoli delal. Jaz sploh ne vem, kaj to je, jaz se zavzemam za vladavino ljudstva. Vladavina ljudstva je zapisana v 3. členu te ustave, ki je noben ne spoštuje, samo jaz sem kriv, ker naj bi pozival k njenemu rušenju, kar sploh ni res. Ne? Skratka, hočem povedati naslednje, ko smo mi ugotovili, da ne bo nič iz tega vsega, mislim, da se enostavno s temi ljudmi ne da razumno niti pogovarjati, niti nič delovati, niti se stati niso hoteli, smo prišli do tega, da je potrebna nek drugačna pot. In zdaj, da vam povem, pa nočem zdaj, da me ne bo kdo narobe razumel, jaz sem že leta 2017 imel varovalni sporazum, pa sem že takrat bil, vse listine sem imel z živim človekom, ampak mene so vseeno zaprli, pa sem se jaz skliceval na to, ampak dobro, takrat mi niso mogli pa znali kakorkoli pomagati in ni bilo od tega, kar se mene tiče, čisto nobene koristi, za mene govorim, ki sem bil v zaporu. Jaz ne govorim, da za vas ni to v redu, da se bomo razumeli, ne želim, da bi me kdo napačno razumel, o tem govorim. V glavnem hočem povedati naslednje. Mi smo ugotovili, da je ta Republika Slovenija leta 2007 sodelovala na zasedanju Generalne skupščine Organizacije združenih narodov v New Yorku, kjer so države OZN sprejele razglas o pravicah domorodnih ljudi ali v angleščini declaration. Ne? In tam noter je Republika Slovenija bila ena izmed 143 držav, ki so zaglasovali. Proti temu so glasovale ZDA, Avstralija, Nova Zelandija, Kanada, pa mislim, da še ena država, 5 jih je bilo.
v glavnem ostale so bile pa ali niso sploh glasovali, ker niso bile prisotne, ali pa so se 10 se jih je vzdržalo. Se pravi, velika večina, 3/4 držav praktično je glasovalo za ta razglas, med njimi tudi Republika Slovenija. In kaj pomeni to? Da so vse te države, vključno z Republiko Slovenijo, dolžne spoštovati člene oziroma določila tega razglasa o pravicah domorodnih ljudi. Zdaj pa, kaj pa piše v teh členih? Jaz vam jih danes ne bom razlagal, ker jih je, mislim, da 46 členov, to bi bilo, pa to je pravno besedilo, ne bi bilo smiselno zdaj tu o tem govoriti, lahko vam pa povem, da si v slovenščini lahko celoten razglas preberete na spletni strani starovedske skupnosti. Ja, tako da 3x starovedska, pa samo starovedska skupnost pišete, pa boste našli slovensko besedilo, torej besedilo tega razglasa v slovenščini, pa tudi bo tam povezava, boste lahko še v angleščini izvirnik prebrali, če kdo želi, tako da boste lahko primerjali oba besedila. Kar je za nas najpomembnejše je to, da so se vse te države, vključno z Republiko Slovenijo, zavezale, same so se zavezale, da bodo spoštovale celoten razglas oziroma celotno deklaracijo. In sicer zdaj bom jaz to poskušal na kratko povzeti. Vsi domorodci, vsa domorodna ljudstva, in mi to smo, to sem vam na začetku povedal, da so se naši predniki sami sebe imenovali domorodce, torej vsi ti imamo pravico do lastnega jezika, šolstva, izobraževanja, zdravstva, omike ali kulture in tako naprej, gospodarstva, vsega, kmetijstva, čisto vsega. Zdaj pa, da boste razumeli, vse bo to, en bo rekel, ali pa večina bo moče, kaj se to imamo zdaj tudi, ja, ampak to je drugače, ker zdaj imamo vse v skladu z temi tako imenovanimi zakoni, ki bi naj veljali v Republiki Slovenije. To, kar pa jaz govorim, kot domorodci imamo pa pravico na podlagi lastnih izročil in lastnih pravil, ki so naša, ne zakonov. In organi Republike Slovenije so dolžni priznati to, kar mi kot domorodci sprejmemo, v skladu s tem, kar mi kot domorodci delujemo, in ne samo to, da so dolžni to priznati, oni so dolžni to tudi plačati. Se pravi, kaj zdaj, najbolj enostavno, da boste najbolj razumeli. Eden člen je, ki govori o tem, da imamo kot domorodci pravico do lastnega torej lastnih postopkov, kar se tiče zdravljenja, tradicije, medicinske tradicije, se pravi stare medicine, če jo tako imenujem, starega zdravilstva, da mora Republika Slovenija spoštovati vse rastline, zdravilne, zelišča, vse postopke, metode, karkoli so naši predniki uporabljali za svoje zdravje, morajo priznati. In zdaj pridemo do tega sodobnega problema, težave z to norostjo, ki se imenuje v slovenskem izročilu, v izročilu prebivalcev, deželanov, zgodovinskih slovenskih dežel ne obstaja in ni bilo znano nikakršno cepljenje. Tega ni bilo. To pomeni, da kdorkoli vsiljuje cepljenje, komorkoli iz vrst domorodne skupnosti počenja zločin. To je zločin na ravni rodomora ali genocida, zato je tudi domorodna skupnost zelo tesno povezana pojmovno z rodomorom, to se pravi najhujšim zločinom na človeštvu. In to, če to počnejo organi Republike Slovenije, morajo odgovarjati pred mednarodnimi sodišči. Zdaj pa, to ne pomeni, da če se vi, se oporečujem, če dvomim, da je med vami kdo tak, če se hoče sam cepiti, se lahko. To je njegova stvar, ampak noben pa nas k temu ne sme siliti, sploh ne za domorodce ne more nikoli veljati noben zakon o nalezljivi ali kakršnikoli bolezni, v katerem bi bilo noter zapisano obvezno cepljenje. To nas sploh ne zanima. Ne morejo nas cepiti, niti nas ne smejo siliti k temu. To je zločin, vse skupaj. Zato je toliko pomembno ta se pravi, domorodna skupnost. Enako velja za šole. Mi imamo pravico kot domorodci, da imamo popolnoma svoje šole, ne te šole, ki so sistemske, osnovne, srednje, bla, bla, bla. Ne, mi imamo lahko svoje domorodne šole, slovensko rodovno šolo, naprimer, ki
ali kako drugo šolo, to za ni bistveno, ki jo mi naredimo kot domorodci, ki jo mi postavimo učni program v njej in mi naredimo vse, kar mi ocenjujemo in mi mislimo in vemo, da je prav. In ta Republika Slovenija je dolžna to financirati. Vse, ko jaz rečem Republika Slovenija, smo to tak mi vsi, če pa mi plačamo davke. Vse vsaka stvar, ta voda, ko je prej mi dal kolega, vse to smo mi že davek plačali. To se pravi, nič drugo mi ne naredimo, ko en del denarja, katerega tak damo tej Republiki Sloveniji korporaciji, nazaj dobimo. Samo to, nič drugega. In to je naš denar. V vsakem primeru. Tako da, jaz upam, da ste zdaj v tej fazi osnovo tega, zakaj je pomembna domorodna skupnost. Zdaj, ta domorodna skupnost že obstaja, je bila že oklicana in že deluje. Seveda pa mi nujno potrebujemo bistveno večje število ljudi, ki se bodo sami sebe oklicali oziroma opredelili za domorodce. Samo to je važno. Zakaj? Zaradi tega, ker če bo nas 500, nas ne bodo upoštevali, bo rekli, to so tam nekaj grejo tam brez vize. Ne? Ko bo nas 10 000, 15 000, 20 000, ne vem koliko tisoč, se tega več ne bodo mogli iti. Zaradi tega, ker bomo imeli hudo težavo, ker bo nastala očitna diskriminacija med kom? Med, recimo, zdaj bom rekel primer, med cigani na eni strani, ki jim priznavajo čisto vse, če malo dobro pomislite, kaj jim priznavajo, je to, kar se priznava domorodnim ljudstvom. Pa oni niso tu domorodni, za njih se ve, da so se sem priselili. Mi pa smo tu domorodni, to se tudi ve. Torej, ne more biti te diskriminacije. Ampak oni vejo, da ker je pač teh ciganov, ne vem, po podatkih okoli 10 000 v Sloveniji, imajo svoje običaje, no tega nisem prej omenil, lastne običaje imamo mi, lastne zakone, ki se ne imenujejo zakoni, ampak se imenujejo postave in tako naprej. Vse to imajo tudi oni. In ko je na sodišču karkoli, pri njih, pri ciganih to upoštevajo, ta sodišča, te korporacije Republike Slovenije. To se pravi, da tudi v našem primeru so jih dolžni, če ne, pa imamo tipični primer diskriminacije oziroma neenakopravnosti, kar je kaznivo dejanje po njihovi zakonodaji Republike Slovenije. Se pravi, to nikakor ne bo šlo, samo doseči moramo to, da bomo nas dovolj domorodcev, ki bomo enostavno izjavili in se izjasnili, da to smo. Zato mi v bistvu smo nekako kome začeli s tem, zbiramo imamo pristopnice, ki jo lahko izpolni kdorkoli od vas. Ni važno, z kakšno barvo pisala. Lahko je zelena, lahko je pa tudi rdeča, pa rumena, pa vijolična, pa ne vem kakva še črna, vseeno je. Kak vam paše, kakorkoli vi želite. Lahko jo izpolnite tako, kot se izpolnjuje, ko ste se oklicali za živega človeka ali pa kakorkoli spet. Ni nobenega zadržka. Mi si sicer želimo, da je čim več ozaveščenih ljudi, ki se podpišejo tako kot v izjavi, kjer ste se oklicali za živega človeka, to si želimo, ni pa to nujen pogoj. In ni pogoj, da mora tisti človek, ki pristopi k domorodni skupnosti, imeti že varovalni sporazum. Je pa zelo dobro in zelo zaželeno, če tudi to ima. Tako da mi smo šli na to, da imamo čim manj nekih pogojev, da se lahko dejansko pridruži čim več ljudi. In seveda, razlika je ogromna, če pogledamo, ne vem, neke zbiranje podpisa, ko moraš iti na sistemsko, zdaj govorim, ko moraš iti na upravno enoto, pa tam nekaj overiti, pa ti oni dajo štampilko, pa tam moraš čakati, pa osebno, pa ne vem kaj vse. Nič od tega pri nas, pri izpolnjevanju pristopnice k skupnost se namreč imenuje Domorodna skupnost Zedinjenih slovenskih dežel, nič od tega ni potrebno. Nič. Samo vaša dobra volja, pa rečemo 1 minuto časa. To je to, kar morate imeti, ne. Nič drugega. In zdaj pa, zato vam to govorim, ker se zavedam, da je številka zelo pomembna, da nas mora biti nekaj tisoč, da bomo imeli pravo težo, se zdaj nagovarjam vsakega od vas. Nagovarjam vas s pogledom v oči, nagovarjam vas z glasom, z zvokom mojega glasu, nagovarjam vas z energijo, nagovarjam vas z srcem. Z srčno energijo vas nagovarjam. Vi ste tisti, ki ste
temelj tega, kar moramo narediti. Vi morate, nič ne morate, vi lahko in smete in zelo zaželjeno je, da to naredite. Ne samo, da vi pristopite k domorodni skupnosti, ampak da vsak med vami na to nagovori, prepriča še druge sorodnike, znance, prijatelje, sodelavce, kogarkoli, da nas bo res v nekem relativno kratkem času, pa je to lahko več mesecev, pa pol leta, ne vem, čim več. To je bistvo. In to je možnost, nič kaj dosti vi ne rabite pri tem razlagati, samo to povejte. Naši starši, naši pradedki so bili domorodci, mi smo tudi domorodci, želimo živeti v pošteni, pravični družbi in to je to. To je dovolj. Pa imate tam samo napisano na tej pristopnici, imate vse dežele naštete in vi samo obkrožite, z katere dežele prihajate, obkrožite, če vas zanima kakršnokoli aktivno delovanje, obkrožite tisto in to je vse. Pa spodaj se podpišete lahko z dvopiče ali pa brez po želji, ali pa date autograf, ali pa kakorkoli to imenujete, spet ni pomembno. Pomembno je, da to naredite in da k temu pripričate še čim več drugih ljudi, ki jih poznate. Jaz vem, da to ni težko in vem, da ste vsi vi sposobni to narediti. In zdaj pa gledajte, koliko nas je tukaj in taki skupini je, rečemo še vsaj 5-6, če ne mogoče še več v Sloveniji. In če vsak med vami naredi to, kar je pač zaželeno, nas bo hitro 10 in več tisoč. Hitro. In takrat nas ne bodo mogli več niti za norca imeti, niti nas ignorirati, niti nič od tega. Morali nas bodo upoštevati. To je bistvo.